daš mi kavo, lutkica iz Kopra. Mesma, Mineja, Maša. Petra in Taja. Dobrodošli v Nič za nit. Podcast, kjer skupaj zašijemo luknjo v vaši modni zavesti. Podcast je bil izveden v okviru projekta Nič za nit. Projekt sofinancira Evropska unija v okviru programa Evropska solidarnostna enota. Dobrodošle, drage poslušalke in poslušalci, v tokratni izdaji podcasta Nič za nit, trajnost v vsak šiv. Danes bomo nadaljavo obiskali Anselmo, organizacijo, ki nudi prostor za ustvarjanje ter sodelovanje, gosti dogodke ter projekte, v okviru različnih delavnic predaja predvsem krojaško in šiviljsko znanje, poleg tega pa je ustvarila tudi trajnostno, ekološko ter etično blagovno znamko oblačil z imenom Made in Anselma. Ta z univerzalnimi kroji ponuja odlično alternativo oblačilom hitre mode, unikatni kosi pa so sešiti iz kvalitetnega blaga, ki je bodisi zapuščina iz babičine omare, je najdeno, ostanek drugega projekta ali iz drugega šiviljskega ateljeja, ter se mu s tem nameni novo življenje. Posebno pozornost ob tem posvečajo minimiziranju tekstilnega odpadnega materiala. Znamko zaznamuje tudi lokalna ročna produkcija oblačil in spoštovanje do materialov, ljudi ter okolja, je pa tudi prejemnica nagrade s strani Ljubljanskega Fashion Weeka za najbolj trajnostno modno znamko. Anselmo je leta 2011 ustanovila Ana Malalanče Ligoj, sicer inženirka arhitekture, pa tudi modna oblikovalka ter bivša laborantka modnega oblikovanja na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. Poleg Ane kolektiv tvorijo tudi Tanja Padžan, Tomaž Šantel, Nastja Mezek, Kaja Cergonja in Ana Ščuka. Ker sem bila tudi sama udeleženka delavnice super krojenja ter super šivanja, lahko iz prve roke povem, kako odlična je bila in je ne morem dovolj prehvaliti. Prav tako ne morem dovolj prehvaliti tudi učiteljice, kot ji pravijo v Anselmi, super mentorice, s katero tokrat sediva za mikrofonom. Kaja, pozdravljena. Čau, pozdravljena. Dejva za začetek, da poslušalcem tako predstaviva, nariševa sceno v glavi. A mi zaupaš, prosim, kaj trenutno nosiš? Aha, okej. Zdravo, poslušalci. Trenutno nosim stvari čez leta nabrane v second hand shopih, pretežno. To nosim praktično vsak dan, ni da se specifično za trajnostne namene v to oblačim, ampak enostavno imam polno maro enih oblačil od none in pač stvari, ki sem jih v srednji šoli kupila za ful malo denarja v različnih second handih oziroma trgovinah rabljene robe v Ljubljani. Kje oziroma kdaj pa se je pri tebi rodila ta želja, da bi ustvarjala s tekstilom? V bistvu že iz otroštva se spomnim, da sem ful rada imela modo. Se pravi, sem risala neke figurice z nekimi outfiti, sem oblačila svoje barbike, sem jim delala kapsul, garderobo iz papirja, ko smo bili na dopustu. Tako da moda kot sama me je odvedno zanimala. Potem sem se zaradi tega vpisala na srednjo šolo za oblikovanje in tam se je v bistvu začela ta neka pot, ki jo nisem zares predvidela. In v bistvu od tistih tehničnih vrlin, ki so mi jih dali, se je potem vse naprej razvijalo. Se pravi, še zmeraj iz dneva v dan malo raziskujem, kaj so ta specifična področja, ampak ja, odvedno imam pa pač neko težnjo k ustvarjanju česarkoli. Kdaj si se pa sama pridružila potem kolektivu Anselme? To je bilo pa takoj po faksu, se pravi, študirala sem v tujini, pa sem prišla nazaj v Slovenijo z namenom bolj komot življenja, dajmo temu tako reči, in sem pač iskala neko službo oziroma neko prakso
In takrat je v bistvu Anselma mi lahko ponujala oboje. Ne. Jaz sem hotela iti pač na prakso takoj po faksu. Anselma sem vedela, da je prostor, kjer oni z veseljem sprejemajo ljudi, ki pač imajo te veščine. In potem sem od takrat, se pravi, to je bilo 2021, ostala, prevzela delavnice tečaje in sem v bistvu zdaj stalen član kolektiva. Ne, ni me gnala trajnost, me pa zdaj žene trajnost, ki so nas itak indoktrinirali v to. Ja. S katerimi besedami bi mogoče opisala kose, ki jih lahko najdemo v Anselmi? Spolno nevtralni, brezčasni, enostavni za nositi, tako nekako, no, to so te nekako evergreen, to so neke naše ključne vodilne misli, da niso mišljene za neko specifično pač targetirano publiko, ampak je dejansko tako, da kdorkoli bo tja prišel in si vzel nekaj časa za pregledati trgovino, bo našel vsaj en kos zase. Se pravi, je ful ene diverzitete na račun materialov. Prejmete v bistvu veliko donacij tekstila ali je potrebno za iskanje materiala vlagati? Dosti truda je treba kar vrtati. Oboje. Zdaj jaz se osebno s tem ne ukvarjam, tako da ne znam ti zares povedati. Ko sem prišla v Anselmo, smo mi že z vseh sten imeli ven blago, ki bruha in kipi, ampak ne, zelo, zelo pogosto tudi ljudje sami pridejo in sem slišala, da vi tukaj odvzemate staro blago, to je res, lahko prinesem in so totalno veseli, da ti oni lahko pač neke stvari, ki jih imajo doma že 30 let v omari, samo podarijo. Je pa tudi pač pol, ne vem, naša šefica Ana, ustanoviteljica, je ful mojster iskanja stvari na Bolhi, tako da to se je vse začelo s tem, da pač na Prekmurju so bili vsi ostanki blaga, ki so jih včasih imele proizvodnje, ki so pač obstajale v Jugoslaviji. In iz tega pač ti odkupiš eno mini butik materijala za simboličen denar in pač zaradi tako pol do tega pride. No? Ampak zdaj smo že toliko poznani, da dostikrat tudi ljudje nas pokličejo, tako da je v bistvu miks obojega. To, da Ana izvoha vsa šivilstva, ki se zapirajo po Sloveniji in pač dostikrat ljudje v bistvu nas kontaktirajo. Jaz sem imel taščo, ki je pokojna šivilja in imam za sprazniti njeno celo stanovanje. Tako, to se recimo dogaja dejansko še kar. Torej, upam, da ni preveč teh šivilskih butikov, ki se zapirajo po Sloveniji. Mislim, definitivno je več kot takih, ki se odpirajo, ampak ne vem, no, za nas ni preveč, ne vem, kako bi rekla. Tako da ja. No, je pa možno pri vas tudi nabaviti blago. Tako je, imamo pa v bistvu zaradi tega, ker je dejansko še za našo lastno rabo preveč tega second hand blaga. Si smo odprli zdaj, eno leto nazaj, trgovino antikvariat metražnega blaga in šiviljskih pripomočkov, ki se kliče Štof, oziroma Anselma Štof in je v Ljubljani. In tam v bistvu ponujamo te dragulje kosov blaga, ki jih mi pač dobimo ali v večjih količinah, ali pa jih enostavno nimamo več kam dati. Tako da. Je pa tudi drugače v spletni trgovini, ko sem šla pogledat, opaziti realno dokaj malo kosov, recimo, ki vsebujejo sintetična vlakna. Kako gledaš ti na uporabo teh v tekstilni industriji? Zdaj tle sta dva odgovora. Kot prvo, mi pač sintetiko uporabljamo zato, ker uporabljamo staro blago in med tem je sintetika in ne bomo zdaj zbirali in sintetike metali stran, ker se jo pač ne da uporabiti. Jo je relativno malo zaradi tega, ker se pa zavedamo, da pač je manj ljudem v interesu kupiti nek kos iz sintetike, ampak ni, da se pa aktivno odrekamo temu. Uporaba sintetike v tekstilni industriji je pa tako, pač, če je z namenom sintetika, je prav, da je. Zato, ker zdrži dlje, ima pač določene karakteristike, ki
jo dajajo v prednost napram drugim materialom za specifične namene uporabe. Tako da, mislim, sintetika je recimo dosti lažja za reciklirati od ostalih materialov, zato ker se jo pač pretopi. Seveda se tle pol energetski viri križajo, poraba vode, prečiščevanje vod, elektrika in vse to se pač nabere in pol je to netrajnostno. Ampak netrajnostno je to, da ti sintetiko vržeš v smeti. Ne to, da se jo dela in ne to, da jo nosiš, ker so pač nekatere stvari enostavno dosti bolj smiselne iz sintetike. Kako, na kakšen način recimo pa predlagaš, da se lahko mi in tudi poslušalci boljše izobrazimo o tkaninah in materialih, ki jih pač nasploh nosimo vsak dan? Mislim, kot samoiniciativno si lahko recimo nek najbolj osnovni priročnik o domačih delih sposodiš v knjižnici in pač se o tem izobražiš. Drugo je, mislim, toliko je enega lobija okrog vseh teh stvari, da pač ni zdaj posameznik nujno kriv zato, ker ni izobražen. Zato, ker po tej logiki bi se mogli vsi izobraževati tudi o avtih in o prehrani in o uporabi vode in o električni napeljavi in pač to ne moreš ti od normalnega človeka, ki je nek laik in ne vem, je računovodkinja v pisarni, pač zakaj bi ona imela zdaj neko znanje o tekstilnih materialih. Mogoče tle je v bistvu glavno to, da se probaš neko kmečko logiko pristopati k razumevanju in da se ne pustiš, da marketing te prepriča, kaj je trajnostno in kaj ni trajnostno. Po drugi strani pa pač razumem, da ne boš šel ti delati diplomske raziskave, preden kupiš en kos v trgovini in zbereš, a je boljš ta iz viskoze ali je boljš ta iz bombaža. Ne. Tako da, kar se tiče potrošnika, mislim, da niti ni stvar v zavedanju o kakovosti materialov, pač stvar je v tem, da potrošnja je pač problem. In karkoli ti kupiš, je manj trajnostno kot to, da nečesa ne kupiš. Tako da ozaveščanje je po mojem bolj na ta račun, da vprašaj se, zakaj hočeš to imeti in ali to rabiš in koliko časa ti bo to služilo. Tako da to. Ker tudi, mislim, ljudje, ki so v moji stroki in so oblikovalci, se ne nujno posvečajo takim tehnološkim pač pogledom na tekstil. Tako da tekstil sam ni nič kriv. Je pač vse ima pluse in minuse. Tudi organic cotton je problematičen, če ti proizvedeš 1000 ton organskega bombaža. Tako da ni zdaj nujno ena stvar boljša od druge, ampak je pač ta neka mentaliteta kupovanja, ja. To pa pač biti pozoren dejansko na recimo tekstilne etikete, no? Da ti se ne rabiš izobražiti, lahko se pa zavedaš, kaj so te stvari, ki jih imaš v omari in mogoče iz tega pol zbereš. Aha, to je 100% volna in ta rekelc imam jaz doma že 10 let in je še vedno ful hud, medtem ko tega sem kupila v Zari in sem ga 2-krat oprala in zdaj že nič ne stoji več in greš pogledati etiketo in pol si tako, aha, mogoče je kaj za tem na ta način. No. Ampak, ja. Vezano mogoče malo na to, kaj bi potem rekla, a ti več o kvaliteti pač nekega kosa pove etiketa, listek, ali ti več povejo oči in otip kot laiku? Mislim, da nič od tega ti zares ne sporoča. Kot laik ti težko oceniš kvaliteto. Mislim pa seveda je otip velik faktor, ampak tle so tekstilne tehnologije tako napredne, da je tebi lahko nek ful lepo tkan poliester na otip bolj kvaliteten in v bistvu je bolj kvaliteten od nekega, ne vem, najcenejše posteljnine v Ikei, ki 3-krat jo daš prati in ima že luknje. Tako da kaj ti pove o kvaliteti, še jaz sama na tej točki ne vem, ker to ni ne cena, to ni ne marketing, to niso ne blagovne znamke, pač po mojem je kvečjemu to potem nek reputation
recimo znamk pa trgovin, ki veš, da ti nudijo pač boljšo kvaliteto. Pol je pa pač nek zelo skrajen, majhen sektor oblačil, ki pač veš, kdo jih je naredil. Ne. To bo kakorkoli ti zagotavljalo višjo kvaliteto, zato ker si pač prepričan, da so oblačila, ki jih nekdo v zelo majhni skali proizvaja, pač narejena z večjim trudom, zato ker tistemu človeku je v interesu proizvajati kvaliteto, zato ker to je lahko njegova edina konkurenčna prednost. Tako da o kvaliteti jaz mislim, da največ ti pove to, v kakšnem stanju je stvar po tem, ko jo ti že 5 let nosiš. Ne? In če po 5 letih v dobrem stanju, pol veš, da okay, ta znamka, jaz si lahko zaupam o kvaliteti. Zdaj otip je pa pač neka stvar, ki se jo moraš navaditi. Če si ti celo življenje pač človek, ki kupuje hitro modo, pač nimaš niti v bistvu te neke predstave, kaj mogoče pomeni kvaliteten otip, ker pač prijetno je tako ful subjektivna stvar, medtem ko kvaliteta pa pač ni zares subjektivna stvar. Kako bi pa demografsko recimo ocenila stranke, ki obiščejo Anselmo, pa nima veze, ali delavnice, ali dejansko trgovino? Demografsko je še kar mešano, no, mislim, v trgovini je po moje kar pol kupcev moških žensk, se pravi, ful imamo tipov, ki so ful tako zvesti naši znamki in vejo, da ko bojo prišli, bojo našli in pač ni ta standarden shopping experience, ki jih dosti moških ne mara, ker moraš celo trgovino pregledati, pač priješ k nam, veš, te hlače so ti prav, zbereš barvo, that's it. Itak so pa pač tudi ženske klientela, ker je to neko splošno kao resnica, da več oblačil kupujejo. Na delavnicah in tečajih je pa malo manj tipov, s tem, da se to po moje zdaj še kar spreminja, sploh z mlajšimi generacijami. Tudi glede starosti je tako, na delavnicah pridejo tudi, ne vem, srednješolci, do nekih svežih upokojencev oziroma upokojenk, ki so tako, končno imam čas, zdaj bi se naučila šivati. Tako da demografika je pač mladi ljudje, ki imajo še dovolj časa in dovolj denarja, da pač se lahko s takimi hobiji ukvarjajo. Tako da ja, največ je, dajmo reči, okrog 30 let starih ljudi, ki so pač dovolj na tekočem z trendi, se pravi v našem primeru niso trendi kot vizualni trendi, ampak trendi kot ozaveščena potrošnja. Tako da in ja, pač imajo pa dovolj časa, ne, niso, mislim, so tudi neke mlade mamice, ampak pač pozna neka luknja vmes med ljudmi, ki pač nimajo časa v življenju, ampak vsi svašta pač imaš. Od nekih stricov 60 let starih do pač fanta v 9. razredu, ki se ful hoče nauči šivati. Tako da ja, zelo raznoliko, so pa pač to neki mestni ljudje pretežno, no, so pač večinoma ljudje, ki živijo v Ljubljani ali pa ljudje, ki so živeli v Ljubljani ali pa tako tisti, ki nas poznajo. In ful dosti je tudi turistov. To je sezona, ker imamo pač tako lokacijo, imamo fizično trgovino in je ful, mislim, smo mi za nekoga, ki recimo prihaja iz zahodne ali pa severne Evrope, ekstremno ugodno, mislim, cenovno ugodni za pač neka ročno izdelana oblačila. Tako da dosti je tudi pač teh nekih naključnih obiskovalcev. No, te stranke iz Ljubljane se pa potem pač rade vračajo. Tako. Zelo dosti imamo stalnih strank in tudi te stalne stranke pol pač v bistvu ful našega marketinga, dajmo temu tako reči, temelji na pač besedi, ker imamo dober vibe in na delavnicah in v trgovini in je tako zelo domače, sproščeno, neusiljivo, ni da te nekdo tam presira, da dej kupi, ampak je pač tako sproščeno. Tako da ja, iz ust do ust je po mojem najboljša strategija, ki jo imamo zdaj, zato ker so pač stranke zadovoljne in potem pripeljejo svojo družino in pol ta družina kupi eno darilo in pol ta človek, ki je dobil darilo, je tako, jaz bi še to. Super. Kot prej omenjeno, ne,
Anselma se lahko pohvali tudi z nagrado za najbolj trajnostno znamko, podeljeno v sklopu Ljubljanskega tedna mode. Čeprav razumem, se ga še vedno redno udeležujete. To se vsako leto sproti malo odločimo. S tem, da tako letos tudi ne vemo še, če bo ali ne. Malo je to ta strike of inspiration, ker se nam realno pač ne zares da ful nujno ukvarjati s tem. In tudi zdaj na tej točki Anselma že tolikokrat bila na Fashion Weeku, da pač ali moraš delati naknadno samo za Fashion Week, da je ljudem zanimivo, ali pa pač kaj boš tam iste stylinge, mislim, gledal zdaj že 10. leto. Lani nismo bili na Fashion Weeku, no, kot Anselma. Lani je v bistvu Anselma naredila neko kolaboracijo z mladimi oblikovalci, ki se tudi niso hoteli ali pa niso mogli udeležiti Fashion Weeka, in je v bistvu Štof, se pravi ta naša trgovina za blago, ponudila material različnim ljubljanskim oblikovalcem in se je to predstavilo kot enotna revija. Ampak pač oni so imeli, bila je Štof, Anselma Štof revija, ampak v bistvu mi smo kazali nekako koncept, za tem je bil potencial materialov. Ne. Se pravi, ti daš isto blago 5 različnim oblikovalcem in nekako spremljaš lahko, kakšen potencial, kakšne pač efekte ljudje ven iz tega zvlečejo. Tako da to je bila v bistvu bolj promocija blaga samega in pač seveda da to priložnost pač oblikovalcem, brez da se oni rabijo zdaj matrati s tem, da pač proizvedejo celo revijo. Ja, ne, to je ful dobra popotnica za mlade oblikovalce, sploh če so. Mislim, to so bili tudi ljudje, ki so recimo že bili na Fashion Weeku, samo se jim pač ali ni bilo v interesu to spet delati, ali niso imeli časa za narediti celo kolekcijo, ali pa niso hoteli pač enostavno se 3 mesece toliko časa sam s tem ukvarjati, zato da pol imaš eno revijo, pa fotke, pa posnetke. Tako, no, večinoma je bilo ljudje, ki že imajo pač neko blagovno znamko, ki že dovolj dobro funkcionira, da ne rabi Fashion Weeka, ampak hkrati pa tako se udeležuješ cene zaradi tega, ker tudi pač hočemo podpirati to, da Fashion Week v Ljubljani obstaja, recimo. No. Kaj pa v okviru tega pač Fashion Weeka, a je tudi tam zaznati vse več pozivov po nekem trajnostnem, odgovornem ustvarjanju in to je ravnanju s kreacijami? Ja, mislim, to ni Fashion Week. Mislim, tako, moda sama po sebi je zelo skregana s konceptom trajnosti, ker je pač bazirana na menjavanju oziroma pač preobrazbi, je pa pač pol netrajnost naš odnos do oblačil, ne sam fashion, ampak to ni Ljubljana Fashion Week. Ti zdaj pač moraš imeti na nek način ozaveščen pristop. Zdaj, ali je to nek aktivizem, ali je to trajnostno ravnanje, ali je to jaz sem trajnostna znamka, ali je to sem porabljal stare materiale, ali je to upcycling, pač skoraj da ne najdeš nobenega, ki ni trajnosten, plus ne morem dovolj izpostaviti tega, da imeti nagrado za trajnost na Fashion Weeku Ljubljana, kjer je vsak kos bil narejen v nekem zakotnem studiu v centru Ljubljane, ki ga oblikovalec rasnoločno dela in pač šteje vsak drobižek, ki gre v kolekcijo. Tle se ne moremo pogovarjati o tem, kdo je bolj trajnosten, ker pač lokalna proizvodnja slovenskih modnih znamk ni trajnostni, mislim, pač to je najbolj trajnostna stvar. Nima veze, če si ti pač šel v trgovino z blagom ali pa naročil na internetu metražo. Pač vse tam na Fashion Weeku je neskončno bolj trajnostno, tudi če se ne oni eksplicitno s trajnostjo ukvarjajo. Tako da mislim, da so pač vsi mladi oblikovalci zdaj totalno, pač ne bom glih rekla, indoktrinirani, ampak spresirani v to, da ti pač moraš trajnost imeti kot prioriteto. In je pač dostikrat trajnost tudi pač finančno bolj smiselna. No, mislim, ni da zdaj to delamo zato, ker market to želi. Če imam jaz opcijo kupiti odvrženo blago za 3 evre na meter ali novo blago za 30 evrov na meter, pač se mi valjda bolj splača kupiti to trajnostno blago.
Tako da to pač govoriti o trajnostni na LJFV se mi zdi še kar smešno, ker pač tudi tisti, ki je najmanj trajnosten, je še zmeraj pač ni bilo nobenega mislim, pač nič ni tle bilo negativnega, nobena delovna sila ni bila izkoriščena, ni zdaj porabilo za eno tovarno elektrike za to proizvest, ne bo noben kos absolutno nikoli šel v smeti, pač vsak šiv je bil narejen z pač s pozornostjo, tako da ni, da se dela samo zato, da se dela, ampak pač ljudje dejansko zelo spoštljivo ravnajo tudi z njihovimi izdelki in zaradi tega je pač vse po defaultu trajnostno, ker je pač Ljubljana Fashion Week, ker noben nima masovne proizvodnje in pač masovna proizvodnja je ta problem netrajnosti. Ja, ok, mogoče malo, ja, mislim, fajn si razložila to, hvala za uvid, ampak a je tudi v tem formalnem izobraževanju, kot si rekla, študirala si v tujini, v Italiji, ne konkretno, a je tudi tam na faksu tako neforsirano, ampak... Ne vem, zato ker jaz, ko sem bila na faksu, tega še ni bilo toliko. Aha. Mislim, bilo je 2017 sem jaz začela hoditi na faks in kot prvo pač na faksu za oblikovanje, kjer sem bila jaz, ni bilo govora o nobeni proizvodnji. Mislim, bilo je tako omenjeno, okay, kako izgleda, ko imaš brand, kaj se pol vse ukvarjaš, ampak pač ti na faksu kot študent večinoma eksperimentiraš in se ukvarjaš z neko vizualno podobo oziroma vizualno komunikacijo. Tako da niti ni bilo zares poudarka na samem izdelku na tem mojem faksu. Potem recimo na magisteriju sem pa bila na tekstilni tehnologiji na NTF-ju, ki pa pač je prav, da se ukvarja s trajnostnom, zato ker pač celotna tekstilna industrija načeloma strmi oziroma naj bi strmela k temu. Ampak je ful tega, mislim, pač vsak faks mode ima vsaj v enem letniku en upcycling project, recimo, kar je že pač ta smer. Tako da ni, da ti forsirajo trajnost, ampak vsi nekako probajo ozaveščati o tem, zdaj, če si to podzbereš ali ne, pa pač je od tebe, ni, da boš zdaj pač, da boš slabšo oceno, ker si imel več porabe ali pa, no, mislim, to je zelo individualna stvar in tisti aspekt svojih dizajnov, ki se jih odločiš zagovarjati, tisto pol pač velja. Ni, da ti nekdo vsili, da moraš biti trajnostni oblikovalec. Se pa pač folk za to odloči, ker je to zdaj marketingško pač pomembno in zato, ker se verjetno tudi pač ti osebno boljše počutiš, če veš, da si probal biti trajnosten. Čeprav pač kaj to sploh pomeni zdaj na tej točki. Obiuzajo to besedo trajnost, pač Selma je bila trajnostna znamka cel life, dokler ni zdaj pač nas napadl ta pojem, vse mora biti trajnostno, da to je bolj trajnostno. Mi smo H&M ima sustainable line, Zara ima sustainable line, vsi imajo neke sustainable declarations in pol to zgubi pomen, pač, ker ni, mislim, pač trajnost ne leži v tem, iz kakšnih materialov ti delaš, ampak leži v potrošnji. Pač problem trajnosti je overconsumption, ne oblačila iz poliestra. Pa ti večino svojih oblačil zašiješ? Ne, večina mojih oblačil je second hand. Dosti šivam, no, se pač trudim najti čim več časa za to, ampak ne, večino oblačil kupim oziroma še to ne več. Večino oblačil na tej točki sam nabiram, ker imam že polno omaro vsega in nimam več kam dati in pač ta trajnost se v mojem lifeu pozna na ta način, da probam pač ne kupiti stvari. Sam tako straight up, niti iz second handa, niti iz humane, niti pač, če najdem v Anselmi nek kos, ki ga je nekdo prinesel donirati, za razrezati, pač ne rabim. Tega dovolj je stvari. Da se vrneva prej malo na to slovensko ponudbo, a se ti zdi, da imamo v Sloveniji res tako neko, ajmo reči, kvalitetno ponudbo tekstilnih izdelkov ali pa tako slow fashion znamk? Ja, mislim tako, glede na velikost področja Slovenije, jih imamo, se mi zdi, da ful dosti, je pa res, da so vse zelo, zelo centralizirane. Ne? Se pravi, če ti živiš v Kopru,
ne moreš iti v trajnostno trgovino, razen če greš v ta en second hand, ki obstaja. Če ti živiš v Tolminu, no pač, če ti živiš v Tolminu, tudi pač nisi ti kriv, da nimaš opcij trgovin. V Ljubljani specifično je ful izbire in je tudi dosti te izbire pač prilagojeno na kupno moč povprečnega slovenskega meščana. Se pravi, ni da imamo designer fashion, ki je za tiste ljudi, ki hodijo v Burberry po nakupe ali pa v Max Maro. Pač mislim, da se vsi slovenski oblikovalci trudijo biti pač dostopni slovenskemu kupcu. No, tudi Anselma pač domuje v Ljubljani in tam ustvarjaš. In se ti potem zdi, da taka organizacija v Kopru ne bi bila, ne vem, tako dobro sprejeta oziroma tako uspešna? Ma ne, po mojem, da bi bila tudi zaradi tega, ker se pač zdaj se je vedno lažje nekako pač širiti glas o novostih, ne? Se pravi, marketing lahko dela kdorkoli na kakršenkoli način, dobiš neke kanale, ki dosegajo ljudi, pa tudi se mi zdi, da pač vedno bolje nekega povpraševanja, vsaj na videzno, mogoče je pač ta ful forsirana trajnostna zaveščenost, se pozna. No, jaz pač verjamem, da so ljudje, ki bi tudi v Anselmi kupovali, ampak ne pa zaradi tega, ker bojo na ta račun ne šli v Zaro. Sam zato, ker pač se počutiš malo manj slabo pol take stvari kupiti. Ne, po mojem, da je absolutno potencial, tako kot je povsod potencial. Zdaj je pa res, da pač moraš to kombinirati z pač tem nekim podjetniškim vidikom, ker pač v Ljubljani je ful ljudi, je ful turistov, je pač kratka mrtva sezona in zaradi tega to pol lahko funkcionira. Ne? V Kopru verjetno bi bile stranke, ampak zdaj je pa vprašanje, je teh strank dovolj v primerjavi z pač vsem, kar zahteva, da imaš ti trgovino. Ampak ja, nisem niti približno dovolj podjetniški človek, da bi ti znala z nekimi konkretnimi odgovori tle povedati. Jaz mislim, da ja, po drugi strani pa pač mislim, da je vedno bolj, živim v bablu, kjer so vsi ljudje okrog mene ozaveščeni. In če greš ti na gimnazijo Koper, verjamem, da tam 90% ljudi jim je popolnoma vseeno, če je njihovo oblačilo trajnostno ali ne. Ali pa na banko, ali pa kamorkoli. No. Tako da, ja. Ne vem, morate vprašati Koper, če bi raje dali 60 € za trajnostne hlače, ali če bi raje dali 30 € za hlače, ki internet pravi, da so zdaj ful hude, ampak čez 3 leta pa mogoče ne bojo več. Komentarji mislim, da delajo, tako da, če je kdo na gimnaziji Koper, panki, prosim. Ja, nisem vas hotela zdaj izpostaviti, no, ampak tako kot nek povprečen človek, nek povprečen kupec, ne vem dejansko, kakšno perspektivo ima, zato ker sem toliko globoko v tej stroki, da si pač ne znam predstavljati, kako nek laik, povprečen potrošnik sploh pristopa k kupovanju v trgovinah. Pač jaz pridem v tuš supermarket in se začnem tresti, mi dela slabo, ker je pač ampak to ni splošna izkušnja shopping centra, tako da ne vem, če sem mogoče pravi naslov za to mnenje. No, se ti zdi, da je v zadnjih letih recimo splošno neko zanimanje za šivanje ali pa nasplošno za ročna dela zraslo? Ja. Mislim tako, ni da zdaj ful dolgo tle delam, tudi mogoče nimam neke perspektive, kako je bilo prej, ampak med covidom recimo se je pač ful ljudi začelo ukvarjati z nekimi hobiji, ki jih prej niso imeli. Pač vsi štrikajo ali kvačkajo ali probajo šivati ali probajo pač tako, sam populariziralo se je to neko, ali pečejo kruh ali delajo sourdough ali delajo fruit leather ali vrtnarijo, pač neki te hobiji, ki so v bistvu neke gospodinjska pravila, ki so naše babice počele, jaz opažam, da se ful vračajo in malo je zaradi tega, ker tudi če si ti malo pozoren na kvaliteto, hitro ugotoviš, da v bistvu nimaš zares opcij. Ali pa če pač želiš neko
diverziteto izbire, čeprav tega ni ful zares, da si ti tako kreativen, da zdaj ne najdeš oblačil, ki so ti huda v trgovinah, ker pač vse to, kar nima Zara, ima Humana, pač, ne, vse že obstaja. Ampak se mi zdi to, da ljudje se pač res počasi imajo dovolj teh trgovin, ki so narejene brez pozornosti do dejanskega produkta. In to pač opažajo tudi neki pač normalni ljudje, ki se ne nujno ukvarjajo z modo, ki ne porabijo 40 minut zjutraj za sestaviti outfit, ampak sam tako iz neke zdrave pameti, pač jaz bi rada imela neko stvar, ki mi je dejansko prav in je iz takega materiala, kot si ga jaz izberem. Tako da ta težnja po kvaliteti oziroma malo tudi, da imaš pač vedno manj imamo pod kontrolo pač stvari okrog nas, ne, in mislim, ne vem, vrtnarjenje je isto, pač ni zdaj, da ker cela generacija ful rada ima naravo. Ne, pač vse, kar kupimo v trgovini, je ful drago in ful slabše. In če lahko jaz zdaj probam približno do istega prideti sam, se pač počutiš malo boljše, ker ne dajaš denarja našim multimilijon corporate overlordom, ampak pač je to ena minimalna stvar v svojem življenju, ki jo lahko kontroliraš. Tako kot je to, da pač greš na bike namesto, da greš z avtom, in tako kot je to, da greš na tržnico namesto v Lidl po zelenjavo. Pač. Tako da je porast šivanja, zato ker tudi vedno manj je pa storitev, ki ti to nudijo. Ni, da ti kar tako najdeš šiviljo, ki ti bo zašila stvar po pač meri. Šivilje imajo čakalne dobe, pač tam ljudje čakajo v vrsti, zato da dobijo custom made kos. In vedno manj je pač teh šivil, in po drugi strani pa pač tudi vedno manj teh babic, ki znajo šivati. Ne? Se pravi, jaz imam neko to svojo teorijo, da pač vsaka druga generacija ima neke spretnosti. Ne? Se pravi, naše none so skoraj vse znale šivati ali pa pridelovati ali pa izdelovati karkoli. Medtem ko nasi starši tega niso imeli, zato ker so itak imeli doma mamo, ki je znala šivati, pridelovati in tako dalje. In zdaj je pač naša generacija, ki nima doma nekoga, ki bi ga lahko naučil, in zaradi tega pač pride v poštev taka izobraževanja, kot jih imamo mi, ker pač nimajo vsi doma none, ki jih lahko nauči, ali pa mame, ki bi jih lahko naučila. No? Tako da malo je po mojem tudi na račun tega, da se pač vse je ciklično na nek način, in mi smo zdaj pač v tej fazi cikla, ko gremo nazaj v pač DIY, ne zato, ker imamo potrebo po DIY-ju, ker ne najdemo druge opcije, ampak pač ne vem, iz nekega drugega sodobnega postkonsumerističnega razloga imam jaz zdaj pač v centru Ljubljane pomidore posajene na balkonu, z istega razloga, kot je pa pač mojim staršem bilo ful bolj logično sami iti v trgovino, ker pač moja nona pa ni mogla sami iti v trgovino, mogoče, ne, po karkoli si izmisliš. Tako da ja, to. V odsevu tega, daj nam prosim povej, med katerimi delavnicami, tečaji lahko trenutno zbirajo poslušalci? Skratka, v Anselmi imamo tak program, da lahko ti v bistvu začneš šivati, se naučiš konkretno, potem razvijaš svoje sposobnosti in potem tudi v bistvu popolnoma že samostojno šivaš. Se pravi, naš program je ful obilen in verjamem, da ni prav najbolj jasno, kaj se tle dogaja. Imamo delavnice, ki so v bistvu enkratni obisk, oziroma pač krajša šivanja, kjer si ti lahko zašiješ katerikoli izmed modelov, ki jih nudimo mi v trgovini. Se pravi, tle ne gre za neke pač poljubne kose, ampak imamo naš model hlač, naš model krila, naš model obleke, naš model puloverja, naš model plašča, naš model jakne, bla, 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 bla. In si pač ti to lahko prideš zašiti. In je tako, namesto da bi šel v shopping, imaš eno popoldne, ti pokažem, kako deluje stroj, odneseš domov hlače. Potem imamo pa za te bolj ambiciozne programe, ki so pa za ljudi, ki dejansko bi radi znali in razumeli šivati, ne samo tako kot enokratna izkušnja, ampak pač kot neka vrlina. To je pa potem šnelkurs, ki je najbolj mini tečaj, ki traja 4 ure, kjer ti v bistvu samo pokažemo,
kako deluje šivalni stroj in kaj so te neke osnovne operacije, spajanje šivov, robljenja, v bistvu zasnovanje na osnovi tega, da ti znaš recimo doma popravljati, ne pa narediti nujno nekaj iz nule. Potem je super tečaj krojenja in šivanja, ki je pač ta naša glavna dejavnost in je tudi najbolj priljubljen, kjer se v bistvu gre iz samega začetka za pač ljudi, ki so popolnoma brez predznanja, se predstavi, kaj je kroj, kako meriti telo, kaj so ta osnovna oblačila in kako pol kroj zgraditi iz nule po svojih merah in kako ga prilagajati za katerikoli dizajn. Mislim, dejansko gradimo to neko širše razumevanje konstrukcije oblačil. Ta drugi del tečaja je pa potem ta praksa v šivanju. Se pravi, najprej se naredi, se pove osnove, v bistvu to, kar povem recimo na šnelkursu o šivalnem stroju, in se potem začne šivati z nekimi majhnimi vajicami in potem na koncu tečaja se vse skupaj zaključi v končnem izdelku, ki je skrojen izpod rok udeleženc in zašit izpod rok udeležencev. Seveda pač z vodstvom mentorce, ampak to je samoumevno, ne, da pač enkrat ti more nekdo vsaj približno povedati, kako to zgleda, da si ti pol znaš predstavljati proces in ga sam izvajati. Potem imamo pa še nadaljevalne tečaje, ki so v bistvu celoletni, kot je šuper šola šivanja in pa še šuper šivanja. To so pa v bistvu, jaz temu rečem tako nekako, kot da imaš ti članarino za fitness in tam vodeno vadbo. Se pravi, mogoče znaš telovaditi doma, ampak ti je ful lažje biti v prostoru, ki je za to namenjen, imaš neko podporo, imaš ljudi, ki se z istimi stvarmi ukvarjajo in si posledično tudi bolj produktiven, ker si pač z namenom tam. Tako da šuper šola šivanja deluje na programu in je v bistvu sam neka še bolj poglobljena nadgradnja super tečaja, kjer imamo pač enkrat na teden, popoldne srečanje čez celo šolsko leto in se pač res detaljno ukvarjamo z pač vsemi možnimi šivilskimi detajli oziroma pač zaključki, take konstrukcijske stvari, o katerih začneš razmišljati komaj, ko že razumeš, kako deluje šivanje. Medtem ko še šuper šivanja je pa popolnoma prost program. Se pravi, jaz sem tam, ti prideš, delaš karkoli hočeš, imaš pomoč takrat, ko se ti zatakne. No, nekako. Potem imamo pa še šivilski fitness, ki je v bistvu samo najem naših prostorov, oziroma kdorkoli si lahko za 5 evrov na dan pride in šiva. Zdaj tle pač mentorstvo ni vključeno, to je samo takrat, ko je pač trgovina že itak odprta, se pravi od 10 do 6 med tednom. Ampak če si ti nekdo, ki pač samostojno kolikor toliko znaš šivati in sam nimaš opreme ali pa sam nimaš dovolj velike mize ali pa sam nimaš specifičnega stroja, se potem nudimo to, no, v bistvu zato, da pač ne rabiš ti imeti doma šivalnice, zato da si nekaj narediš. Nekaj se pa kuha tudi v Kopru, ne? Kar se tega tiče. Ja, zdaj, ko smo že v bistvu vam dali to možnost udeležbe na tečaju šivanja, oziroma zdaj, ko so te pač naši udeleženci programa super tečaja v Kopru, v Pini, imeli opcijo vstopiti v ta svet, je seveda pač prav, da jih ne pustim na cedilu in zdaj sem tako napete šivati, ampak pač se bom potrudila oziroma se trudim nekako organizirati, da bi pač te nadaljevalni programi potekali tudi v Kopru. S tem, da to se potem pač verjetno brez nekega striktnega programa izvaja, ker v Ljubljani imamo pač to strukturo že dolga leta zadano in je tudi smiselna, da se pač ljudje ločujejo na različne skupine. Medtem ko v Kopru bi to bilo pač tako, da tukaj imaš nekaj strojev, jaz sem tle in zdaj toliko, kolikor znaš, s tem bomo pač delali. Ne? Če hočeš ti, če znaš ful dobro šivati in hočeš samo pač en kroj si ful dobro izdelati, lahko prideš. Ne? Če imaš kroj od burde, si že šival, ampak se ti zdi, da ne razumeš zares, kaj je najboljši način, prideš tja šivati. Če imaš doma en kup hlač, ki jih moraš skrajšati in nimaš šivalnega stroja, prideš tam in ti pokažem, kako se to naredi. Skratka, šivanje ful ni neka veščina, ni neka nedosegljiva veščina. Dovolj je, da ti en človek pokaže, kako deluje šivalni stroj in pač ja, itak, da potem je pa vse na praksi. Ne.
koliko ti dobro narediš, ampak pač, če je standard, povprečno oblačilo, ki ga imaš danes v trgovini, vsak človek, ki ima 2 levi roki, lahko pride do tega nivoja izdelave. Praktično, no, skoraj da res. Tako da ja, v Kopru se kuhajo, zato ker ima tečaji oziroma neke šiviljske aktivnosti, zaradi tega, ker Heka je pač ful dober plac in bi ga bilo prav izkoristiti. In sem prepričana, da je tudi ful ljudi, ki bi je to pripravljeno delati, ker pač ni Koper, ampak je cela obalno-kraška regija, ker pač ne boš se ti iz Divače vozil v Ljubljano, zato da enkrat na teden šivaš, razen če si res passionate, true fan, ker smo imeli tudi take, no, ampak ja. Tako da ja, to se bo dogajalo in ni izključeno, da če ne znaš, ne moreš prideti, in ni izključeno, da če že znaš, ne boš imel kaj delati. To bo pač nek prost plac, kjer se šiviljstvo udejstvuje. Zdaj, kaj to zate pomeni, je pa pač lahko karkoli želiš. Ko me čakamo. Bo pa seveda vse objavljeno, ne? Tudi na kanalih Pine, ko bo čas za to. Ja, in Anselme, ko bo čas za to. Ok, ta nek tehnični del, dajmo reči, smo zaključile. Zdaj pa imam še par vprašanj zate. Tako, če bi mogla izbrati recimo en kos oblačila, ki bi ga zmeraj morala nositi, kateri bi bil ta kos? Nagibam se k čevljem, pač Okay. najbolj hud čevelj, ki si ga lahko predstavljam, tako to, pač čevelji tako rabiš imeti. Krilo na preklop, dajmo reči, oziroma v tem primeru take skrajnosti bi to bilo neko modularno oblačilo, ne? Obleka, ki je lahko tudi samo krilo ali pa samo top, ampak tako nimam neke konsistentne garderobe, pač krilo na preklop se mi zdi tako, recimo, da najbolj univerzalno, za pozimi, za layering, za poleti, tako, nekaj takega. Ti pade na pamet kakšno oblačilo, ki ga pa nikoli ne bi hotela obleči? Ne. Mislim, kaj jaz vem, tuta je neka taka stvar, ki jo pač ne bi hotela nositi, ampak jo imam tudi neke te poletne kratke hlače, onesie, tako da ne bom diskriminirala. Ne. To gre bolj, nekaj, kar ne bi nikoli hotela obleči, je bolj zvezano z stilom, kot za samo kategorijo oblačil. A imaš kakšen stil v mislih? Pač ne vem, oprijete stvari. Lajkro, pač pajkice. Pač to so stvari, ki tudi, če jih ne bi nikoli v lifeu nosila, bi bilo totalno okej. Ampak ja, tle se nekje končano. Tudi to se bom mogoče premislila. Saj sem tudi jaz manipulirana strani marketinga in trendov in vsega tega. No, dej, za sam konec pa prosim, samo še povej, kaj bi želela sporočiti svoji mlajši sebi, če bi lahko in če bi ji dala kakšen nasvet? Refleksija, dobro. Ja, da naj sledi svoji intuiciji, naj se maksimalno potrudi takrat, ko se lahko, da vlaga čas v to, kar jo zanima, oziroma to, kar ima največ strasti. In ja, da zaupa v to, da se stvari izidejo, tudi če nimaš ti nujno začrtanega plana. Tako, če pač verjameš v stvari, ki jih rad delaš in gradiš svoje sposobnosti in zaupaš v to, da ni vse merjeno v denarju, se potem ti kar lahko sestavi nek življenjski slog, ki ga nisi nikoli planiral, ampak je točno to, kar želiš. Vse, ki ste se nad povedanim navdušili in vas zanima še več, vabim, da obiščete vsaj spletno stran anselma.si. Če se mudite po Ljubljani, pa se lahko oglasite tudi osebno. In sicer na Kolodvorski ulici 6 med torkom in petkom, ne, od 10. do 18. ure. Tako je. Kaja, tebi bi želela izreči pa res velik hvala. Hvala za to, da si se odzvala pač na povabilo za podcast
In seveda, da si v sklopu projekta tudi predajala svoje neprecenljivo znanje o krojenju in šivanju. Ja, Tu. hvala vam za povabilo. Predvsem hvala Pini, ki mi je v bistvu prisila, da se končno angažiram v svojem rojstnem kraju in tudi z vami delim šiviljsko znanje in ta užitek izdelovanja stvari na splošno. In ja, hvala za povabilo na podcast, da lahko povem svoja številna mnenja o številnih stvareh. Tako da ja, upam, da bomo še sodelovali. No. Kmalu. Drage poslušalke, dragi poslušalci, hvala tudi vam, da ste z nama ostali do konca. V imenu projektnega kolektiva pa vas vabimo seveda, da obiščete pretočne kanale Pine in prisluhnite še drugim gostjam podcasta Nit za nit, trajnost vsak šiv.